In to niso abstraktne številke? Presenečen sem, ali pa na drugi strani, pravzaprav nisem presenečen nad odzivom gospodarske zbornice. Tako po očitkih finančni minister Klemen Boštjančič. Na GZS so vlado pozvali k 7 ukrepom. Prvi, najnujnejši, zahteva subvencioniranje podjetij, kjer minimalna plača predstavlja velik delež stroškov. Ves čas se pogovarjamo o tem, da je potrebno narediti čim več k temu, da čim bolj povečamo produktivnost, dodano vrednost, spodbujamo podjetja, ki imajo potencial. Zdaj pa pride predlog, da je treba pomagati tistim podjetjem, katerih dodana vrednost ni dovolj visoka za to, da bi izplačali minimalne plače. A da je dvig minimalne plače težava tudi za uspešna podjetja, na svojem primeru izpostavlja Verdel. V Mikropolu se ves čas trudijo, da bi bili zaposleni nadpovprečno plačani. Na minimalcu je zgolj ena oseba. Moj 18-letni sin razume, če ima čistilka danes 1400 evrov in nekdo v pomožni delavec proizvodni 1600, se bo zdaj čistilka približala proizvodnemu delavcu, proizvodni delavec bo hotel imeti več. Operater stroja bo hotel imeti še več. CNC bo imel še več. V resnici niti ne razumem, zakaj tako veliko debate. Če so življenjski stroški tako visoki, kot so, analiza je to pokazala, je tudi minimalna plača višja.